Smo pri rezultatu 1-0 imeli izredno priložnost s Tavarešem, potem v drugem polčasu smo pa fizično padli. To je verjetno posledica tega, da imamo veliko tekem, to smo že velikokrat rekli, kar je izkušeno moštvo Kopra znalo izkoristiti po naši nespretnosti v obrambi. Jasno je, da je tle za diskutirati, kdo bi lahko še igral. Ocenil sem, da je to moštvo, katero je sposobno odigrati dobro, to je večji del tekme tudi odigralo. Imeli smo neke priložnosti, tudi pri rezultatu 2-1 za nasprotnika smo spet imeli priložnost, katero nismo izkoristili. Nasprotnik je imel v principu zelo malo, vendar je jasno, kot smo mi fizično padali, on je potem si zaradi svoje rutine olajšal delo. Pričakovali smo, da ti fanti enostavno niso navajeni enega ritma streljanja nedelja. In turbulentno sezono smo že napovedali in to se je tudi zgodilo. Ne moremo zahtevati od fantov, da nekaj delajo, kar še v življenju niso, so mladi, enostavno so na svojem limitu, to se je videlo v drugem polčasu in to je to. Seveda sem zadovoljen, ta ekipa je bila prvak, ampak ta ekipa normalno v Evropi, ko da igraš, je čisto nekaj drugega. Nimajo treningov, kaj je normalno, igraš nedelja, se pravi zdaj pa sreda nedelja in to je bilo več kot pričakovano. Če zrihtati na novega sponzorja, jaz z veseljem pripeljem koga novega. Ampak jaz sem zadovoljen s tem, kar imamo. Enostavno, to je naša usoda, jaz sem že napovedal, mladi so, niso navajeni, treba je strpeti in to je to. Sigurno za nas je bila ena od 36 tekem, mogoče malo bolj pomembna, predvsem zaradi psihe. Ampak te 3 točke nam bodo sigurno dale še dodaten zagon za nadaljevanje prvenstva. Ampak se pravim, prvi polčas smo bili malo mogoče tudi bojazljivi, ker Maribor je dosti pritiskal in je naredil si kar veliko priložnosti. Drugi polčas smo pa pač stopili na žogo in dokazali, da lahko se resnično borimo za vrh v Slovenski ligi. Je sigurno v drugem polčasu, je sigurno bilo tudi ta padec mogoče bolj koncentracije kot utrujnosti. Ampak se pravi, mi smo to vedeli in smo probali drugi polčas dati še malo pogasiti in to nam je kar uspelo. Dobro, mi smo se v polčasu dogovorili, da nadaljujemo s to igro. Nažalost, po naših nekih šansah, ki nismo dali to nepisano pravilo, če ne daš, dobiš in nažalost je Koper dal 2 gola in zmago. Sigurno bolj kot razočaranje, ampak treba dati glave skupaj in v prihodnosti narediti za Maribor, da bo začel zmagovati tako treba. Dobro, ni samo obramba kriva, to smo vsi igralci, smo krivi, tako da iskati nekega krivca bi bilo brezpredmetno, ampak treba se dobro pogovoriti, analizirati te tekme, ki smo naredili napake in da bo teh napak v prihodnih tekmah čim manj.